Spoštovane, spoštovani, dober večer. V sodelovanju z Društvom za oživitev mesta Brežice vam nocoj predstavljamo novo knjigo domačinke Marije Sušnik z naslovom Kosci in ženice. Gospa Sušnik, toplo pozdravljena. Naj nocojšnjo gostjo na kratko predstavim. Marija Sušnik se je rodila v skromni hiši v Vitni vasi na Bizelskem in se po končani srednji kmetijski šoli zaposlila na državnem posestvu v Leskovcu pri Krškem. Kasneje je bila zaposlena kot referentka in inšpektorica za kmetijstvo na občini Brežice in nato na davčni upravi. Bila pa je tudi zaprisežena sodna cenilka in izvedena kmetijske stroke. Svojo rojstno hišo je v poznih letih svojega življenja spremenila v muzej z bogato etnografsko zbirko in izdala publikacijo, v kateri so zbrana pričevanja domačinov, ostanki ljudskega pripovedništva, pesmi, anekdot, narečnih posebnosti ter opisni predmeti materialne dediščine, njihova namennost, izdelava in druge posebnosti. Marija Sušnik je obogatila turistično ponudbo Bizelskega in pri njegovih prebivalcih okrepila občutek lastne vrednosti in samozavesti. Pred leti so ji pritegnili vodnjaki, s katerimi jo veže več kot samo ljubezen do dediščine. Njeni sorodniki, tako oče kot strici, so bili tako imenovani štirnarji, domači mojstri, ki so izkopali in obložili vrsto vodnjakov na širšem območju Bizelskega. Poleg knjige Bizelski vodnjaki in naši vodnjaki Župeljevec, med njenimi deli najdemo še drevesa Bizelskega, rastline moje mladosti in etnografsko zbirko 3 generacij na Bizelskem. Danes nam bo predstavila bogate izkušnje, strnjene v knjigi Kosci in ženice. Lahko jo berete kot elektronsko knjigo, ki je na razpolagi na spletnih stranih knjižnice Brežice, ali pa si natisnim izvod izposodite v naši knjižnici. Z avtorico se bosta pogovarjali etnologinji dr. Ivanka Počkar in Alenka Černelič-Krošen. Izvolite. Lep zdrav. Tako v imenu, mislim, da našega Društva za oživitev mesta Brežice, ki deluje že od leta 2002 in združuje nekako različne ljudi iz mesta in z okolice, ki želimo opozarjati, ki želimo nekako predstavljati našo bogato dediščino mesta in občine. In ena naših najvidnejših članic je gospa Marija Sušnik in današnji pogovor, ki ga bo vodili s kolegico Ivanko Počkarjevo, je v bistvu izjemna priložnost, da ne samo predstavimo to knjigo, ki je šla v elektronski različici, ampak da predstavimo tudi njena številna prizadevanja, ki jih večina od vas pozna, zelo ceni, in prizadevanja, ki bodo še dolgo ostala kot ena od ključnih rezultatov tako njenega dela, delno pa seveda se bomo s tem vključili lahko tudi v našem društvu. Zato sem želela to za začetek povedati, da smo ponosni, da je naša članica že vrsto let, da nas spodbuja k različnim aktivnostim in da smo vsaj nekaj malega uspeli si tudi zahvaliti oziroma da lahko k njenem življenjepisu na pobudo našega društva dodamo tudi to, da je oktobrska nagrajenka za lansko leto in če se kdo ne strinja s to nagrado, lahko dvigne roko, kot rečemo, ampak ne vem, če kdo tako misli, da to positamo še reči. Tako najlepša hvala, ki je predajam besedo Ivanki Počkar. Gospa Marija Sušnik je v svojih dosedanjih delih, knjigah, že nekaj jih je, kot je rečeno, zapisala precej lepih stavkov. Ko sem prebirala tole njeno zadnjo, ni zadnjo, nekako ne,
mi je skočil pred oči ta stavek. Ko lahko stopiš na 7 marjetičnih cvetov hkrati, je pomlad pred vrati. To sem zadnje dneve nekajkrat preskusila pred našim blokom, in sem se prepričala, da smo že globoko v pomladi. V njenem delu o gostih in ženicah je tudi precej drugih ljudskih števil. 3, 7, smo že rekli, 9 in 12. Recimo, 3 mlinska kolesa na Pipičevem mlinu na Bizelskem, 3-krat na leto so kosili travo in pleševino, 3 mesece je vegetacijska doba ajde, 3 tedne mora lanena stebla močiti grosa, pa 7 marjetičnih cvetov z našega začetka voda mojega, 7 vrst žita so imeli kmetje v skrinjah nekoč, 7 din je obljubil, če bo z ženicami ves čas žela, pa jih ni dobila. Ob 9. uri so padale zadnje bilke obrazne, 9 milinov nad ramli, 90 cm so imeli najdaljše kose, 90 jedi, ki vsebujejo tudi ajdo, poznamo v Sloveniji, in še 12 oziroma ducat, beseda, ki jo mlajše generacije, sem se prepričala, tako rekoč ne poznajo več. Ducat ženica, 12 ženic, je želo pšenice pri velikem kmetu na Bizelskem. Gospa Marija, doslej ste raziskovali različne teme iz vašega življenjskega okolja. V vseh svojih zapisih izražate izjemno ljubezen do zemlje in narave. Pa bi vas rada vprašala, je ljubezen pri takšnih raziskavah pomembna? Ali pa menite, da bi bilo mogoče vsebine enako zapisati brez posebne in osebne naklonjenosti do raziskovane teme? Jaz mislim, da se vse da, če se hoče, ne? Ampak to je pač iz moje duše, na meni to leži in sem tako napisala. Popisujete premično in nepremično dediščino, kot jo mi delimo v muzejskih krogih, zlasti Bizeljskega podeželja, ste rojena Bizelanka. Je to pri zbiranju gradiva bilo za vas prednost ali morda tudi ovira? Namreč to sprašujem, ker sem prišlekinja in sem ugotovila, kaj je meni pomenilo, kakšna prednost je meni to pomenilo. Prednost je vsekakor, ki me ljudje poznajo, ne, in se lahko bolj sproščen, lahko vprašaš tudi in tudi lahko odgovarjajo na to, kar jih vprašam. Ni narodno, ne, ker drugač, če se vedem tujem okolju, ne moreš tako sproščeno govoriti z ljudmi. Bolj se odbirajo ljudje, važno je tudi, kako vprašaš, pa kaj vprašaš, ne. Napelješ jih na to, ker sem tudi jaz doživela take stvari z njimi in bolj še oni razvijajo svoje zgodbe iz tistega časa, ne, tako da s tem nisem imela nobenih problemov. Ste to preskusili samo, tukaj pišete, pa navajam vaše besede. Če je deklica hotela srečati izbranca svojega srca, je morala z rokama krožiti po rosnem cvetočem grmičarju. Željo si je kmalu uresničila. Konec vaših besed. Ja, tako so mi povedali dekleta. Zraven je tudi seveda še tole, ne, spet navajam, umivanje obraza v jutranji rosi pred srečanim izvoljencem, ki je vsebovalo tudi dišave, ker so se na vodne kapljice nabirale tudi dišave rožmarina, roženkrauta, vrtnic, bazilike in dišečih vijolic. Rosa se je morala na obrazu posušiti, leta pa je postal gladek, mladostno zardel in dišeče prijeten. Konec vaših besed, a to velja za vsa življenjska obdobja? To je veljalo takrat v moje mladosti, ko ni bilo še teh sredstev, kako se reče, teh dišavkarina, pa parfume, pa tega na podeželju ni bilo, zato so te dišavnice prišle do izraza. Ampak to ste pa poskusili. Ne poznamo vseh teh ljudi, ampak številne bi radi nekako spoznali oziroma približno vedli, ne, v kakšnem odnosu so s kom, ker ta vaša knjiga je opremljena tudi številnimi odličnimi fotografijami, s katerih se da razbrati res od
kakšno je bilo orodje, oblačilni videz, kako so se predvsem obnašali, ko so se ljudje fotografirali. Ne. Te fotografije so izjemno dragocene. To vse vi hranite ali imate zdaj samo digitalizirane? Te so skoraj vse v moji zbirki, no nekaj sem pa tudi jih prekopirali iz Inverna. Drugač pa so to ljudje ohranili, ali pa so že umrli tisti, ki jih niso več rabili, pa so jih pustili mene. Ročna košnja in žetev, kot vemo, se obuja samo še na kakšnih prireditvah, predstavitvah in kot zanimivost. Pravzaprav sta danes samo še kot gledališče starih časov. Kaj nam lahko poveste o tem, zakaj ste izbrali ravno košnjo in žetev oziroma kosce in ženice? Zato, ker je to sestavni del prehrane, ne? To je pravzaprav bistveni del, ker vinogradništvo je že posredno, ne? Recimo, dodano vino, denar, ne? Tu je pa žetev košče, ne? Recimo, ko je požeto in je to važno za prehrano in še povrh tega je tu bila prva dobrina, ki je Avstrinja tla, ki se znašla že konec julija, recimo, ne. In to je bila ena varnost za preživljanje družin. No, res je, da za te veščine in ta znanja za košnjo in žetev ni več niti potrebe, ne povpraševanja, ne zanimanja. No, ampak glede na to, da se je včasih to znanje prenašalo iz roda v rod, kaj bi pa rekli o današnjih kosih, tistih, ki so bili zdaj omenjeni, da še kdaj kdo še mora kje kositi. Kakšen je njihov način, kaj vprašate, njihov način dela, košnje, kako je s prenašanjem teh veščin na mlajše generacije v zvezi s košnjo? To ali prenašajo na družinsko, na svoje otroke, pa tudi kdaj so kakaj javne prireditve, tisto je pa tako bolj za povedanje. Tako kot vsa vaša dela, je branje te knjige elektronske, za katero smo zelo hvaležni knjižnici Brežice, da je uvrstila v svoj program in da je, ne glede na to, da je stanje pač pred tiskarstvom, tako da je težko izdajati knjige, ampak vaše delo je dostopno in tako kot pri vseh, poleg pač same teme nosilne, ki ste se izbrali kosti in ženice, najdemo noter še številne druge podatke. Vedno nekako vpletate, bi lahko rekli, kar vse. Jaz, ko berem, da vaša dela na prvo nekako pomislim, pa kako je spet naša gospa Marija vključila noter tudi riž, na primer, ne. Ampak potem, ko sem pa brala, bi bilo pa nekako logično, ker seveda pišete ne o rižu kot o neki rastlini, ki bi bilo treba uvajati pri nas tega in tistega, ampak o poznavanju, o tem simboliki in noter se naša zanimive podatke res o številnih stvareh, ki jih mogoče mi ne bi povezali s to samo temo. Kako se odločate, kaj se vključiti v knjigo? Riž sem vključila zato, ker je trava, ker spada na trave. Tako kot proso ali pa sirk, zato sem vključila. Ampak tega me etnologi nikde ne oprostijo, da kaj druga vključim zraven. Zmati mora biti čisto tako po tukaj za otrokovsko. Ženske tudi mogoče kdaj nosite žetve, v čemerkoli takole častilo, počastilo, se jih poveličevalo z njihovimi veščinami in znanjem kot srednjo. Moški so meni znano prednost pred takih. Takrat se niso tako še imenovali ženske, da so tako bolj za spremljav. Ja, sem opazila, kako se reče, ženice in žanci, ampak kosti pa posiljeno ne. Ja, zato, ker ženske niso posila s koso, to je skoraj na težko kmečko delo. Dočim pa, žel je pa lahko lažje delo moški tudi, ne, recimo. A bi lahko nam večinoma neukim meščanom naslikali
takole z besedami, Bizeljski travnik in žitno njivo na 100. dan v letu, to je pa danes, 10. april je namreč 100. dan v letu, 10. aprila 1950, recimo. Travnike, to kot njiva, to je vir preživljanja takrat. In je to se je moralo delati, to ni bil noben pomen, niti nič takega. Danes pa travniki pravzaprav se niti ne kosijo več. Recimo 24. aprila na Jurjevo mora biti taka velika trava, da se skrije raven travnik. To se pravi, 10. aprila še tega ni. Če bi izbrali svojo najljubšo zgodbo, takšno, ki vam je najbolj pri srcu, ker so res številne noter, si kdaj izberete, takšno, ki bi jo večkrat pripovedovali, pa ponovno napisali, mogoče na drug način, na isti način. Preberete, recimo, preden ste oddali v knjižnico, ste veliko popravljali kakšno prav posebno zgodbo. Tukaj bi jaz nekaj povedala, naš pisatelj z moje vasi, tudi Jože Križančič, on je mene pravzaprav pripravil do tega, da sem to začela pisati, ker je tukaj dal noter tudi svoje življenje pis, kak je prvič kosil z odraslimi. To je čisto od začetka. In potem pa tisti nauk, ko je dala babica, ko pravi, da ko se ti učiš kositi, se ona uči hoditi. Tako piše, da košček kruha zametuje, drobtinic večkrat mu zmanjkuje. To so te, na kartičkih je dosti takih. Resničnih. Resničnih in zraven ste napisali komentar. Včasih smo hodili s trebuhom za kruhom, sedaj pa, če nočemo imeti trebuha, ne jejmo kruha. Ja, skozi vse to, kar smo vprašali, in vmes pokomentirali in vaše, se vidi v bistvu ta bogatost in skrivost te knjige, ki jo boste, upam, večkrat vzeli v roke, ne samo na Bizeljskem, ampak tudi kje drugje, mlajši, starejši, vseh generacij. No, če smo končali, bi se z vama obema zahvalila za to, ker ste tako komentirali. Zahvaliti se vam moram tudi, ker ste me predlagali za nagrado občinsko. Še hvala in hvala tudi tistim, ki vidim mene tukaj, ki so me podprli v skupščini. In hvala tudi gospe Smirnice, da tudi vam zahvaljujem, ker ste tako lepo to organizirali vse. Najlepša hvala.